Zdravo. Danes se bomo dotaknili ene točke, in sicer ne glih javnega nastopanja, ampak tega, da se zavemo, kaj sploh želimo mi sami in a to res uresničimo ali ne, ali nas okolica ustavi pri temu. En tak primer je recimo vse to snemanje moje, se pravi moji posnetki. Zdaj neki ljudi si to pogleda, nekaterim je to popolnoma brez veze. Jaz vem, zakaj to počnem, vem, kakšen je višji namen vsega tega in kaj bom s tem pridobil. In kar vam želim tukaj povedati je, da za nekatere ljudi boste pač čudni, za nekatere ljudi boste pa motivacija. In pomembno, da ste zase motivacija. Ja, obstajali bodo ljudje, ki se vam bodo posmehovali, ker ne bodo videli vaše slike oziroma ne bodo videli vašega namena ali pa poslanstva, ki ga imate in zakaj pač to počnete. Druga zadeva je, da nekateri ljudje živijo v nekem okvirju, v katerem mislijo, da je pač tako prav, in ne trdim, da je to narobe, kakor živijo, ampak hočem povedati, da ko nekdo iz njihove okolice naredi nekaj drugače, jim je to nenavadno. In poskušajo potem prepričati te ljudi, da je to narobe in da naj ne počnejo tako. Zdaj pa lahko vzamemo primer dopusta. Zdaj nekateri ljudje veste, da potujejo po celem svetu, gredo z avionom, gredo, ne vem, na Kitajsko, v Ameriko, Španijo, kamorkoli pač. Nekateri gredo pa samo v toplice. Mogoče se peljejo z avtom tistih par 100 kilometrov in je pač to, kar se njihovega dopusta tiče. Pa ne trdim zdaj samo, da gre tle zaradi denarja, ker tudi mogoče neka oseba ima mogoče dovolj denarja, da bi šla na avion pa v Grčijo. Ampak je pač navajena in naučena, da je tako prav in na tak način tudi živi. In ne ena, ne druga oseba nima narobe. Iz njihovega vidika in pogleda na svet imajo obe osebe prav. Obe osebe delajo pravilno, obe osebe grejo na dopust. Edina razlika tukaj je, da ena oseba na videz več tvega, mogoče si mora več zorganizirati stvari, bolj razmišljati, da ne bo celega prtljažnika, pa prikolice, pa ne vem česa vse robe in stvari s sabo vozila, ampak če greš pa z avionom, vzameš manj stvari in moraš več planirati in razmisliti, za koliko časa greš, kje boš ostal in tako naprej. Ko greš pa pač toplice, pa veš, tam bom en teden, lahko vzamem še v prtljažnik stvari, ki jih dejansko ne bom niti pogledal. Poznamo recimo primere, ko vzamejo 5-6 hlač, rabijo pa dejansko samo ene. Ko greš pa z avionom, pa vzameš ene, mogoče dvoje hlače, če se slučajno kaj pa packaš. In tle je tista razlika, da v bistvu eni ljudje si upajo več tvegati, drugi pa ne, ampak to ne pomeni, da si nikdar v življenju ne bodo upali tvegati. Obstajajo ljudje, ki vejo, kje so, vejo, kam želijo iti, in ta sprememba, če vzamemo primer nekoga, ki je zdaj hodil v toplice na dopust in si želi iti na Grčijo ali pa neke druge kraje z avionom, in če prej skozi živel v družbi, ki je hodila samo v toplice, bodo rekli, ne, pa nevarno, pa avion lahko dol pade, pa zorganizirati se moreš, pa toliko več denarja boš zapravil in ne vem koliko še drugih stvari. In zdaj tukaj vprašanje, a bo ta oseba, če si res želi iti na ta dopust v Grčijo recimo, poslušala te ljudi, ki se bojijo to narediti, ki so vedno hodili v toplice, ali bo ta oseba poskušala izvedeti od tistih, ki so že bili v Grčiji na dopustu, na kakšen način so šli, mogoče vprašali kakšno agencijo, da je agencija zorganizira in tako naprej. In enako je pri drugih stvareh. Recimo, če ne veste, kako neko stvar narediti, je nekako logično, da ali si najdete na internetu neke podatke, ali pa najdete osebo, ki je to naredila. In zavedajte se tega, da ko boste stopali po tej poti, če vzamem zdaj primer, od toplic do Grčije, boste srečevali ogromno ljudi. Tisti stari ljudje, ki vas poznajo, vas bodo gledali čudno, ker videli bodo spremembo, ne bodo pa videli višje slike oziroma višjega scenarija, ki ga imate vi v glavi in zakaj to počnete.
In vsak človek ima neko svojo zgodbo, zakaj neko stvar počne. Tako da nič ni narobe s tem, ne vas pa predvsem, ko se boste lotevali neke velike misije, velikega cilja, ki mogoče se bo zdel drugim zastrašujoč, mogoče tudi za vas. Dajte se zavedati, da je mogoče, če je nekdo že dosegel nekaj, mogoče ne vidite zdaj, da lahko dosežete, ampak ko boste šli po tej poti, boste lahko dosegli. In dajte se obdati z ljudmi, ki vas bodo podpirali pri tem. Dajte se obdati z ljudmi, ki mogoče niti sami vase ne verjamejo, toliko bodo pa verjeli v vas, vas bodo podpirali. Še boljš pa, če se obdate z ljudmi, ki bi mogoče radi stopali z vami po tej poti, v smislu, ne vem, če je to, se gre za nek posel, da nek partnerski odnos recimo v poslu naredite in korakate skupaj, sploh če je nekdo že nek dosegel in tako naprej. Se lahko naučite nekaj od tega človeka, ali pa če je nekdo že bil nekje na izletu, ali pa je pač potoval z avionom, pa če vi niste, se lahko z njim zmenite pa rečete, lejte, jaz še nisem bil, a bi šli lahko skupaj enkrat na dopust in tako naprej. Tako da ja, velike možnosti, velike priložnosti, odvisno je pa zdaj, kaj želimo. Biti tista oseba, ki stalno hodi v toplice, ali tista oseba biti, ko želi iti tudi mogoče nekam z letalom. In ko boste potovali tja, tako kot jaz snemam te posnetke, bodo ljudje opazovali, ljudje bodo videli, ljudje si bodo svoje mislili. Tudi tako je, marsikdo vam ne bo nič rekel, ampak si bo mislil sam pri sebi. Kar je včasih še boljš, ker vas ne bo to zadržalo nazaj. Kar je mogoče včasih boljš zaradi tega, ker če bi slišali vse komentarje, kaj si ljudje mislijo o vas, ne vem še sploh, kaj bi pol počeli. Zaradi tega, ker za vsako stvar, ki bi se jo lotili, bi se najdla vsaj ena oseba, ki bi rekla, ne, tega pa ne početi zaradi tega in onega in tretjega. Čisto za vsako stvar bi se nek najdlo. Za vsako stvar, ki bi se jo lotili na tem svetu, obstaja oseba, ki bi bila proti, verjemite. Ampak tudi za vsako stvar, ki se jo lotevate, obstaja oseba, ki vam lahko pomaga, pa vas lahko podpira. Zdaj pa od vas odvisno, na katero stran se boste osredotočili. Na tisto, kjer ste nesposobni, ali na tisto, kjer ste sposobni in lahko zmorete marsikaj, kljub temu, da vas je strah. En lep dan vam želim.